največji naravni most v Srbiji in en največjih v Evropi. Tako da naj kar sama pustil. Pa jamo čist sama zase. Kakšne kupole spodaj. Kakšno bogatstvo kapnikov. Oj, pazi! Eto jo. Rajska prerast. Današnji vrhunec Srbije. Najlepši razglednik na Malo Kapjo. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo se nahajava spet na zanimivi pustolovščini, tokrat v Srbiji, in sicer v vzhodni Srbiji, blizu mesta Majdanpek. In danes imamo plan si pogledati 3, Srbi rečejo prerasti. To so v bistvu 3 naravni preduhi, 3 naravna okna oziroma 3 naravni mostovi, kakor vzamete, ki so ogromni. In ravno ta prvi je Valja Prerast, je največji naravni preduh v Srbiji in tudi eden največjih v Evropi. Ni samo cirilic, evo, v angleščini tudi piše. Tukaj tudi piše, ja, evo, da je the largest, se pravi največji naravni krniti most v Srbiji. Bližava se temu naravnemu mostu. Evo, pa ogromen naraven most, visok 44 metrov, da je odprtina visoka. Evo, skozenj pa teče tak prijeten potoček. Zdaj sem prišel v strugo potoka. V primerjavi z Majo, koliko je to ogromen naraven most. Noro velik, res. Bližamo se zdaj temu naravnemu mostu. Prav super. V bistvu je ta potok seveda zdolbil tako ogromno odprtino. Noro lepo. Gremo skozi okno. Ja, super potoček. Evo, gled navzgor. Zdaj smo pa že na drugi stran tega naravnega mostu. Res je zanimiv. Pa so tudi tukaj kakšna lepa korita, tudi na to stran. Največji naravni most v Srbiji in en največjih v Evropi. Valja Prerast. Primerjava velikosti med človekom in pa naravo. Še en lep detajl. Tale majhen slapiček. Pa Valja Prerast. Nahajava se že na novi zanimivi lokaciji. To je pa Rajkova pečina oziroma Rajkova jama, ki se pa nahaja čist samo 3 km od. To je vhod v Rajkovo pečino. Ta je sicer bolj turistična, ampak verjetno bo z Majo kar sama, pa še vodič. Vodična je po spremu v jamo, ampak čist tipično srbsko. Itak se mu ne da, znamo iti, ker je verjetno ta jam že, ne vem, 1000-krat najbrž. Tako da naj kar sama pustil in greva zdaj imava jamo čist sama zase. Tako sva seveda v raju na zemlji navajena. Evo, drugač pa lepi kapniki,
čist majhni. Gorič je prej rekel, da je še 14 dni nazaj tekla tukaj, da je tekel potok, zdaj pa pač že suša in tega potoka ni več. Ogromen kapnikov. Sva v eni od dvoran v Rajkovi pečini. Raznoliki kapniki, je pa bolj rjavkast, debeluh. Evo pa kapniški stebri. Lepo. Pa kakšne lepe polnice. Škoda, ko so suhe. Evo, tukaj mečejo tudi kovance noter, vidim. To, da malo jamo zase. To je nekaj. Da nismo v skupin s 100 ljudmi. Zdaj pa zlato dobiva. Kakšno okrasje, veste, to je pa kar skoraj malo podobna ledenic. Med kapniki. Noro lepo. Kakšne kupole spodaj. Zanimivo. Tukaj se lepo vidi, kam je bila voda, ja. Ja, super. Evo, še nazaj pogled. Kakšno bogatstvo kapnikov. Čist kristalno beli. Čudoviti so. Res, tle pa je res bogatstvo. To mislim, da je verjetno kristalna dvorana. Tako kristali. Super. Bogatstvo. Jama se imenuje Rajkova jama oziroma Rajkova pečina. Da bo pa Maja malo razložila, zakaj prav Rajkova. Bil je knez Rajko in že v času Turkov je bil v Majdanpeku rudnik zlata in ga je ta knez Rajko pred Turki skril v eno jamo in lih v tole jamo in ga do zdaj še niso našli. Sva že na tretji zanimivi lokaciji današnjega dne, na izhodišču do drugega naravnega mostu, to je pa Rajska prerast. Zdaj sva se v bistvu pelala z Majdanpeka naprej proti mestu Negotin oziroma proti bolgarski meji. Zdaj se pa že začnemo spuščati dol proti kanjonu, tele rajske prerasti. Da vidimo. Oj, pazi, da ne boš pohodil. To pa je? Želva. Pa res, le je to. Le je to želvico. To je prava grška želva. Ampak v Srbiji, ne v Grčiji. Ja, to je ta prava. To je tipična grška želva. Jaz se jih še spomnim doma skjočno. Tam so bile malo... Super. Si ti vkakala? Ne. Krimple ima. Mama, ja. Oj, ko je gre. Mama, evo želvica, te nama motila. Eto jo. Koliko mora biti stara že. No, kakšna lepotica. Taj pa je. Orjaška. Stara želva. Ame mater, a ne? Ja, nazaj jo daj. Nazaj, tlele. Putla. Puč štok. Nek je bila. Evo ja. Noro. No, velika, res. To pa je fan, ja. Sva ta malo želvico kar prinesla. Ta veliki. Ker jaz mislim, da sta verjeten. Tako še v sorodstvenem razmerju. Čeprav je to malo obrača. Da se jo boji. Noro, lepo. To pa je. Spet en plus. Evo, prišla v dolino tega potoka. Zdaj pa, da vidim, to je tudi precej hladnej. Kakšno zanimivo drevo. Pa kakšen lep potoček. Da vidimo prerast.
Ta je pa meni še lepša. Ta pa še naravno okna. Ajte to. Naravno okno. Tele izhod iz te prerasti, oziroma naravnega mosta. Super. Kako lepo. To je pa res rajska. Zdaj smo približno na sredini rajske prerasti. Evo, tukaj se pravi 2 odprtini. In pa na to stran top, res. Noro. Vidite, koja tudi Srbija ponuja kakšne znamenitosti. Noro, res. Zdaj pogled nazaj, tam, kjer smo prišla. Evo, tukaj pa zdaj grem naprej. Kar po vodi, pa da vidim, je tamle še kaj, a je v bistvu konc. Me res zanima. Gremo. Ampak voda pa kar mrzla. Kar do kolen. Evo pa še na majhne ribce so. Da vidimo, kaj nas čaka tukaj zaprej. Ja, seveda. Še eno okno. Pa izhod ven. Pogled nazaj. Brodenje po vodi skozi rajsko prerast. Zdaj sem prišel ven iz te prerasti, zdaj pa obračam pa nazaj. Noro, res, to sem pa spet navdušen. Navdušen, noro, čista voda. Evo, gledajte to. Gledajte ta prizor, pa to je noro. Vzhodna Srbija, rajska prerast. Evo, pogled navzgor. Pa moje brodenje. Prihajamo do največje prerasti. To pa je današnji vrhunec Srbije. Une je lahko res največja, ta je pa najlepša. Ta je pa najlepša, ja. Res ima pravo ime, rajska prerast. Prava pravcata za raj na zemlji. Super, res. Čudovit tolmun, čudovit jezerček, pa vhodni del v rajsko prerast. Malo lepo res. Nahajava se še pri tretjih naravnih preduhih. To so pa naravna okna oziroma naravna vrata, dvojna, pri vasi in pri samostanu Vratna. Vhod v samostan. Evo, polja sivke, čudovito. Evo, in tam takoj nas pričakajo tele skale. Gremo pogledat veliko kapijo, se pravi velika vrata, je 700 metrov, pa do mala vrata so pa še prej. Da vidimo razgled. Evo, na samostan dol. Ampak najbolj zanima tukaj, kakšna divjina. Skalna zapora in skozi je, mislim, da je to velika kapija, mala je pa tukaj, po mojem. Tukaj so zdaj že zagledala veliko kapijo, se vidi v bistvu skozi drevesa, sicer vidljivost je mehna slabš, ker pač klih sonce sije tako. Tukaj je že en preduh,
mala kapija. Je nič? Greva skozi. Greva skozi malo kapijo. Evo. In prihajava do razglednika na veliko kapijo. No, tist preduh mali, seveda ni bila mala kapija. Evo, v bistvu sva zdaj pod malo kapijo. Ejte, tudi ta mala kapija sploh ni majhna, ne? Je kar ogromna. Vidite, evo jo. Tik pod lokom male kapije, gledajte to. Čudovit lok. Spodaj pa potoček. Se je pa pokazal lok male kapije. Če je že mala kapija tako velika, kako mora biti velika šele velika kapija. Je pa res lep lok. Skoraj tako v bistvu človeški most. Še enkrat mala kapija. Evo, zraven pa se pa že odpira pogled na veliko kapijo. Noro. Evo, še sonce skozi sije, čudovit. Gromozanska vrata, gromozanska. Zdaj smo pa pod veliko kapijo. To so res ogromne dimenzije. Ogromne. Pogled nazaj. Je pa v bistvu tako preraščen dreven, da se v bistvu komaj se vidi tam skozi na malo kapijo. Čudovit pogled na veliko kapijo. Tukaj je oznaka, velika kapija. Evo jo. Na to stran. In pa tukaj. Super. Zdaj greva pa še na razglednik nad veliko kapijo. Zdaj smo pa v bistvu na vrhu velike kapije. Lok je v bistvu kaj tam dol, 10 metrov pod nama, pa 20. To je pa lok od male kapije, pa križ, ki so bila prej gor, in pa tam je v bistvu parkirišče. To je pa najlepši razglednik na malo kapijo. Evo, tlele se šele lepo odpre, spodaj so posod drevesa, tukaj pa res pride do izraza.